Ja, res je. Začeli smo malo z zamikom, zdaj lahko bi to dojemali kot stres in dejansko nas je malo stresel. Iskali smo rešitve, ali se sliši na računalniku ali ne, ampak enostavno nas je ta volja, da poiščemo rešitev, pripeljala do tega, da smo jo. Čeprav malo zamika, verjamem pa, da na drugi strani niste vedeli, kaj se dogaja. Zato je v bistvu komunikacija ključna in pa sprejemanje okoliščin, takih kot so. V bistvu je to ključno, da učinkovito premagujemo stres. Jaz bom danes govoril o dihanju, o čustvih in o zdravju v družini, v kontekstu družine. Seveda tudi za posameznika, ampak družine sploh se mi zdi, da smo tiste, kjer je neka taka osnovna celica, čeprav ne še samozadostna, ne? Tako kot sicer nas nekateri učijo, da je to samozadostna celica, ni. Smo odvisni od marsičesa drugega, od okolja. Ne? In to okolje vdira v naše družine in usmerja naše družine, kako živeti življenje, da izpolnimo tiste naše potenciale. In to je moj izziv danes. Z dihanjem se ukvarjam tako profesionalno, že 20 let, oziroma polprofesionalno, vedno bolj pa profesionalno. Seveda pa vsak diha od rojstva. Prvi dih se pravzaprav začne z rojstvom. Ampak zavestno dihanje se začne pa kasneje. In to so zame tisti ključni momenti, kdaj človek začne zavestno dihati. Ker takrat začne zavestno usmerjati svojo energijo. To je ena stvar. O zdravju bomo govorili tudi na ta način, oziroma zato, ker je danes zdravje na tapeti. Ne smo v fazi, v času epidemije, pandemije, imamo omejena gibanja in tako naprej. In to resno, pravzaprav ne samo virus, tudi ukrepi in tako naprej, lahko resno ogroža naše zdravje. In se moramo v bistvu vprašati, kako pa ohranjati zdravje v takih pogojih, v omejenih pogojih, ki so nam zdaj dani. In o čustvih. O čustvih bom predvsem govoril tudi z vidika psihoterapeuta Jesperja Juhla. Ker kot član Family Laba sem videl, da je tam neka zakladnica enih odgovorov, konceptov, ne natančnih receptov, kar je zelo pomembno, ampak konceptov, kako se lotevati odnosov v družini. Tako da vse to bom postavil na dve osnovni plošči, matrici, ki jih bom pa skušal pred vami tudi združiti. Ena je, ko govorimo o zdravju, bomo šli čez 4 dimenzije. Od spodaj navzgor, lahko bi šli od zgoraj navzdol. Telo, čustva, in pa duh, duhovnost. Govorili bomo o higieni na teh področjih. Telesna higiena, čustvena higiena, mentalna higiena in duhovna higiena. Tako da bomo celovito to zagrabili. O čustvih bom govoril bolj z somatskega vidika, kako čustva vplivajo na naše telo in na naš dih. In pa potem na ravni mentalne higiene o naših pričakovanjih. In na dimenziji duhovne higiene o naši povezanosti s samim seboj in z naravo. Kar se tiče čustvenega dela, bomo sledili 4 vrednotam, ki jih je Jesper Juhl lansiral v polje družine kot tiste recimo osnovne vrednote, za katere smo starši odgovorni, da jih damo otrokom. In to so enakovrednost, pristnost, celovitost in odgovornost. In na ravni dihanja bom pa stvari pravzaprav sproti notri pripeljal v te koncepte, da vse to skupaj zadiha kot ena celota. In če se vrnem recimo k začetnim težavam, ki smo jih imeli, tehničnim, se pravi, kako ohranjati zdravje? Tako, da se sploh zaveš, da je zdravje nekaj, kar ni samoumevno. In kako to veš? Ja, ko ga zgubiš. Oziroma, ko si v stresu, je treba spet ravnovesje vzpostaviti. In na 2 načina lahko razumemo stres. Torej, ko zaznaš dražljaje iz okolice, da so se te dotaknile, v tebi se zgodijo procesi, kjer lahko hitro oceniš, ali so premagljivi te izzivi, ali lahko korigiram zunanje okolje, ali pa svojega notranjega in se prilagodim. To je ena stvar, odziva na stres. Če pa ne morem tega, in to je lahko eustres se reče, se pravi pozitivni stres, ki iz mene vleče
odgovore, najboljše, kar jih imam, ali pa dovolj dobre. Ni vedno nujno najboljše iz sebe povleči. Pač velja zakon o ohranitvi energije. Dovolj dobro je tudi dovolj dobro. Ne? In na drugi strani imamo v bistvu negativni stres, kjer pa zmrznemo, kjer pa ocenimo, da so okoliščine prevelike, premočne in se ne moremo jim upreti in nas povozijo. Takrat se pa umaknemo ali pa zmrznemo. To bomo postavili. In kot rečeno, imeli smo nekaj težav s tehnologijo in kako bomo to sprejeli? Nobene panike ni bilo tukaj. Komunicirali smo med sabo z ene sobe v drugo, kako bomo to rešili. Se pravi, ko te doleti stres, se lahko vprašaš, ok, kaj narediti? Začutiš, kaj se dogaja v mojem telesu. Kot je rekla Nastja, malo smo hiperventilirali, akcija je bila, povišen glas, ker se nismo slišali sobe v sobo in tako naprej. Ne? Iskali smo rešitve. Sprav, ko te doleti stres, moraš najprej dobro samega sebe začutiti. Vedno pravzaprav je ključno to, kako zaznamo držljaje iz okolja in ali smo dovolj senzibilni. In zato je na prvem mestu pravzaprav naše telo, ker telo je tisti aparat, dajmo tako reči, ki ima senzorje, da zazna, kako se ga okolje dotakne, ali pa hkrati zazna tudi, kako se naš notranji svet, torej naše misli dotaknejo mojega telesa. Sprožijo neke tenzije, mišične in tako naprej, položaje določene. In ko to zaznamo, ocenimo, kaj naj zdaj s tem naredimo. In če ocenimo, recimo, da je pospešeno bitje srca, da smo ogroženi, da dihamo hitreje, moramo pogledati, a je to prioriteta. A nas je strah, da ne bomo zmogli rešiti tega problema in boste na drugi strani razočarani. Ne? Če imamo dobro samopodobo, nas tega ni strah. Ampak lahko mirno rečeš, imamo tehnične težave, prosimo za razumevanje. Pridemo, ko uspemo. Sicer pa bomo naknadno posneli, pa boste dobili naknadno. In tako rešiš problem. Oziroma tako vzpostaviš notranje stanje, ki je premagljivo, ki te vodi k rešitvi. Da te ni strah, da boš druge razočaral, ampak imaš izziv in usmeriš energijo v premagovanje tega izziva. Ne pa, da bi zmrznil. Zdravje nasplošno bi jaz želel danes postaviti ne kot cilj, ampak kot pot. In kaj je normalno in kaj patološko, pravzaprav se vedno vzpostavlja znotraj dinamike časa, v katerem smo, trenutka, v katerem smo. Zato ni dobro soditi kar a priori, kaj je slabo in kaj je dobro, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Ne? Prihajam tudi iz športne stroke. Poglejte, športna fiziologija je fiziologija napora. Če bi brez konteksta vzeli fiziološka stanja, v katerih se športniki nahajajo, so to patološka stanja. Ogromen stresnih hormonov, ogromen adrenalina, ogromen napora, 100 in več litrov na minuto prediha športnik. To je lahko hiperventilacija. Ampak športnik ob tem ogromno dela. Kolesari, teče, skače, karkoli in hkrati v bistvu to porablja in ohranja ravnovesje na visokih obratih. Zato to zanga ni nezdravo, ampak je zdravo v tistem kontekstu. To je ključno, da dojamemo. Torej, kaj je normalno za določen kontekst? To nas pa pripelje do prvega poudarka, da pri zdravju oziroma tudi pri čustvovanju in pri čustveni higieni je prva stvar, da radikalno sprejemamo okoliščine take, kot so. Najprej to. Da se enostavno sprijaznimo, tako je, to vidim, take in take podatke imam, na podlagi teh podatkov sklepam to in to. Dotakne se me tvoj izraz tako, tvoja beseda se me tako dotakne. Tako je, radikalno sprejemam to, realnost. Kaj bom pa jaz s tem naredil? Tukaj je moja izbira. Se pravi, mi nismo svobodni na tem, a se nas bo nekaj dotaknilo ali ne. To vemo tudi v bistvu pri marketingu, ne? Kakšni triki se v bistvu uporabljajo. Ne samo sublimne informacije, tudi subliminalne, da udarjajo pod pas. Se nas dotakne tako, da sploh ne zaznamo, ampak v tem danes ne bomo.
Torej, kako se mene nekaj dotakne, je fajn zaznati, potem pa to ovrednotiti in postaviti prioritete in odgovoriti na te stvari, konstruktivno, smiselno zame in morda tudi za drugega, na drugi strani. To je prva stvar, se pravi radikalno sprejemanje realnosti, tako kot je. Seveda smo tudi mi polni obrambnih mehanizmov, ki nastanejo kot neke preživetvene strategije v zgodnji dobi, tja do 5-6 leta. Ne? In gremo proti čustvenemu dozorevanju. Ko se otrok rodi, je pravzaprav zelo močno zvezan še z mamo. On pride iz mame, on je del mame. Tudi ko se rodi, je mama tista edina, ki ga dobro čuti. To že komunikacija na celični, nezavedni ravni o tem govori. Zato v prvem letu življenja otrok dobesedno še vedno živi v atmosferi svoje mame. Čuti z mamo, mama njega čuti, niti ne zna še svojih potreb izražati, mama kar ve. Ker pravzaprav so na nek način to mamine potrebe še vedno in otroke skupaj, sta kot še eno, čeprav fizično že ločena. In potem otrok, ko se razvija, se uči tudi čustvovanja, ker je to pravzaprav najbolj pomembna stvar za preživetje. Osnovna čustva. Strah, sprejetost na drugi strani. Če me je strah, zmrznem, če sem sprejet, sem pripravljen se razvijati. Zato do 5-6 leta, in to je obdobje, ko so otroci v vrtcu, se otroci učijo čustvovati. Zato v tem obdobju moramo odrasli, starši, pedagogi na zelo primeren način to komunicirati z njimi in ne skrivati ničesar. Torej, sprejeti moramo ravno to, da se otrok lahko jezi, da je žalosten in sprejeti tudi to, da otrok se to uči od nas. In tukaj bomo pripeljali noter koncept integritete in avtentičnosti. Se pravi, če mi sami ne znamo izražati svojih čustev, kako se bo otrok to naučil? In hkrati, ko otrok odraste, ko se čustveno vzpostavi z vsemi obrambnimi mehanizmi, ne moramo se jih izogniti. To je naravna inteligenca. Zakaj gre? Otrok, ko raste gor v prvih letih življenja, je totalno nebogljeno bitje. Pravzaprav človeško bitje, človeški otrok, če gledamo živalski svet, je eno od tistih, ki najdlje raste v samostojnost. No in ko otrok v bistvu se razvija, je zelo ranljiv, nebogljen v tem smislu. In ima ob sebi 2 odrasla človeka, 2 mala bogova, tako jih otrok vidi, ki ima slepo zaupa, ker če ne bi slepo zaupal, da te 2 bogova vesta, kaj so njegove potrebe, bi zmrznil. In ko zmrzne, se ne more razvijati. Tako kot zmrzne mlad poganjek na drevesu spomladi, ko pride pozeba. Kje zmrzne? Saj deblo ne zmrzne. Tam, kjer poganja zmrzne. Pri cvetovih, pri mladih plodovih. In otrok zmrzne tam, kjer bi se mogel razvijati. Najprej tam zmrzne. In to so obrambni mehanizmi. Tako pa življenje imamo. No in ko otrok vzpostavi to, dajmo reči, kakorkoli že postavljeno čustveno integriteto, celovitost, kjer lahko tudi so kakšne sive cone, sence in tako naprej, temna polja, ker odrasli nismo s tem znali, potem gre v osnovno šolo in se tam krepijo vrednote. Se pravi, tam se pa pred njega postavi, zdaj, ko veš, kako se čustvuje, zdaj, ko veš, da če si ogrožen, zmrzneš, da je strah lahko razlog za previdnost in tako naprej, da ne greš naprej, da je lahko jeza razlog za angažiranost, da greš aktivno do svojih potreb, da je lahko veselje nekaj za izraz užitka, ko to otroka naučimo, ko mu to damo, vsa čustva radikalno sprejmemo. In se jih mora otrok naučiti sprejemati najprej, zaznati. To je prva stvar. In nauči se to v prvih letih življenja, na račun tega starši oziroma odrasli to znamo artikulirati. Ne pa da umikamo, ne se jeziti, pridem bod, ne biti žalostna. To je to. Vidim, da se jeziš, kaj pa je? To pomeni stik z otrokom. Vidim, da si žalosten, vidim, da te nekaj skrbi, vidim, da ti ni vseeno. Prvič otrok dobi potrditev, da to, kar čuti, da šteje, on šteje kot oseba, ki čuti. In kako se bo naučil čustvovati?
Tako da mentalno tem občutkom pripiše neko besedo, označi jih za čustveno besedo. Žalost, jeza, sram in tako naprej. In to je ključno, da mu damo. In potem se postavljajo prioritete v smislu vrednotnega sistema. In tam smo spet, to je zdravje v družini. Ali znamo v družini to atmosfero držati in da povemo, kaj so vrednote naše družine. Ker znotraj omejitev se človek lahko šele razigra. In otrok rabi omejitve, ki mu jih postavlja zrela odrasla oseba. Ne pa, da odrasla oseba sprašuje otroka, a bi to ali bi to, in ga sprašuje v bistvu o njegovih potrebah. Otrok zelo dobro pozna svoje želje in jih zna tudi izražati. Težje zna izražati svoje potrebe, niti jih ne pozna. In zato smo odrasli tisti, ki smo odgovorni za. Ker otrok bi sladek sok lahko vsak dan pil. Mi pa vemo, kaj je potreba. Potreba je po tekočini. In če boš pil sladek sok, sledijo take in take tudi negativni učinki. Otroka sploh ne obremenjujemo s tem. Ampak mi postavimo omejitve, pri nas doma se pije taka in taka pijača. Ker smo pri telesni higieni. Vse, kar vnašamo vase, postane naše telo. Kakšen zrak dihaš, kakšno tekočino piješ, kakšno hrano ješ. To je prva stopnja telesne higiene. In zato smo odgovorni odrasli, ne pa otroci. Otrok bo zbral čokolado, pa ne bi solate. Mi smo tisti, ki tukaj odgovorno postavljamo meje in vodimo. Tudi če otroku ni všeč, je pa dobro za njega. In to otrok rabi, da ve, da ima odraslega, ki čuti njegovo potrebo. Če njegovim željam ne more ugoditi, nič hudega. Ko boš odrasel, pa lahko si kupaš tako in tako stvar. Dokler si pa tukaj, v tej starosti, sem pa jaz tisti, ki odločam. In to lahko naredi odrasel, ki ima v redu samo podobo, ki ve, kaj želi. Tako da to na ravni v bistvu te telesne higiene. In če gremo v bistvu na dihanje in čustva, da še to povežemo, pa se nam bo lepše cela slika postavila. Glejte, ko se nas neki držljaji dotaknejo, mi z dihom ojačamo te signale. In v psihosomatiki imamo načeloma dva koncepta, kako se to dogaja. To sta dva refleksa v bistvu. Preživetvena refleksa. Eden je umik oziroma sindrom rdeče luči, da zmrzneš, in drugi je aktivacija. In oba sta povezana z dihom. Ko mi zmrznemo, ko nas doleti držljaj, ki v bistvu ga ocenimo, da je prevelik, premočan za nas, zmrzneš. Stisneš trebuh, morda stisneš obraz, če nekoga skrbi, recimo, da preberem lahko iz obraza, ne? Ko ima naguba na čelo in ga skrbi, kaj bo. No, to je že sindrom umika rdeče luči, ki se kaže na mišične napetosti na obrazu, zgubano čelo, pogled usmerjen dol, sfokusiran, morda dih skozi usta, ne ve, kako bi odreagiral oziroma odgovoril na rekreacijo, ker odreagiral je že, kako? Z zgubanim čelom in z pospešenim dihanjem. To je reakcija. Odgovor njegov ga pa še ni. Zato je to treba sprejeti in se sploh zavedati tega. Aha, glej, kako diham, ko gledam poročila. Glej, kako moj otrok diha in kako se drži, ko igra igrice. To moramo najprej ozavestiti, čisto na telesni ravni. Da preberemo z telesa, kaj se pravzaprav sploh z njim dogaja. Ker če je on zakrčen, če je v strahu, pokvari dinamiko dihanja in dihanje je pravzaprav most med zavestnim pa nezavednim. Jaz ne morem vplivati na druge stvari, če zavestno se nekam noter ne vtaknemo v ta proces. In najlažje in najbolj učinkovito je ravno skozi dih. Ko se zaveš dihanja, dobiš razpoko v svoje nezavedno. Kaj to pomeni? Lahko se zaveš svojih tenzij mišičnih. Pa res, zakaj pa držim tako čelo? Sej je samo novica. Ja, sem ta novica se me tako dotaknila, da me skrbi. Aha, zakaj pa diham skozi usta? Ja, ker me je strah. Ker vidim, da so ljudje brez služb. Ker vidim, da smo omejeni.
ker vidim, da je resen virus in tako naprej. Recimo, če ostanemo v tem aktualnem kontekstu. Ne? Aha, in kaj lahko? In zdaj jaz tako odreagiram. In kaj sprožim s tem? Hiperventilacijo. Če jaz odreagiram na te dražljaje, ne pa odgovorim, če odreagiram na nezavedni ravni na ta način, jaz lahko dlje časa ohranjam hiperventilacijo. Kar pomeni, da diham več, kot je treba. Kar pomeni, da imam nogo na gasu, pa stojim na semaforju. Si predstavljate, da daš v vmesno prestavo, v nulo, v ler, kot pravimo, in po gasu pritiskaš. To je to. Mi sedimo, noter se nam pa dogaja in dihamo kot sloni in smo v stresu. To je najslabše, kar se lahko zgodi. Ker vodi pravzaprav v manko kisika na celični ravni. Ampak mi tega ne poznamo, zato se moramo najprej zavedati, pravzaprav, kaj se nam dogaja. In to je v tem smislu ključno pri tej poti do zdravja. Ker ta pot do zdravja pravzaprav niha proti bolezni v pretiravanju in proti bolezni v pomanjkanju. To je to Aristotelovo načelo vrline. Se pravi, življenje po poti zdravja je pravzaprav krepost. In kako se krepost ustvarja, izživi? Ja, tako, da vodiš levo in desno in ocenjuješ, ali je še vedno zdravo ali ni zdravo. Ko zbolim, se mi je jasno zakaj. Pretiraval sem. In ko zbolim, se mi je jasno zakaj. Ja, sedimo noter cele dneve, ker je karantena in nimam zadovoljene potrebe po gibanju. In zdaj bom šel na to, moje športno področje. Danes v bistvu spet se zapirajo igrišča. Zapirajo se športne dvorane. Otroka potreba je potreba po gibanju. Ampak otrok ima telo tako kot mi. Naša potreba je potreba po gibanju. Tudi mi odrasli jo imamo. Ravno tako kot otroci. S tem, da jo otroci teže zadržijo, ker so bolj živahni. In dobil sem asociacijo, zdaj ravno pišem knjigo o dihanju, kako se razvija evolucija življenja. Pa če štartamo pri rastlinskem svetu, lejte, v slovenskem jeziku imamo par zelo dobrih, v bistvu skritih pomenov, že pred nas prinešenih. Lejte, rastlina, kaj je njeno bistvo? Da raste. Rastlina raste. Žival živi, je živahna. Kaj pa človek? Se pravi, rastlina raste, živi omejeno, ne more se umakniti, ne more se premakniti. Tam je. Ima zelo težko življenje, oziroma ima zmanjšano zavest v tem smislu, ker prostosti svobode so manjše pri rastlini. Žival živi, je že od koreninjenja, nima več korenin in ima več prostega gibanja. Lahko se plazi, lahko leti in tako naprej. Kaj pa človek? Ta pa raste, smo rastlinca, živi, se gibamo, lahko na mnoge načine in se moramo gibati, da sploh ohranjamo svoje življenje. To je naša potreba in še nekaj več ima. Ne samo, da smo na gibalnem področju bolj svobodni od živali. Mi smo tudi na mentalnem področju bolj svobodni. In tukaj pride pa v bistvu mentalna higiena v to debato. Kaj to pomeni? Človek si pa lahko predstavlja različne stvari. In ključno za človeka je, da se zaveda, da ima to svobodo zavedanja. In to nas dela človeške. To je tisto jedro človečnosti. Ta zavest o temu, da se zavedam tega. Ozaveststvo. In to zraven prinaša svobodo in hkrati s tem odgovornost. Zato je ključno, da ozavestimo eno od najbolj temeljnih funkcij in to je dihanje. Ko dihanje ozavestiš, se potem lahko zavestno vpletaš v soustvarjanje svojega sveta in kolektivnega sveta. Zakaj? Ker z dihanjem stopiš do nezavednega in vplivaš na procese, na nezavedne procese. Da pa to dobro narediš, ima pa človek pravzaprav čustva in in razum in spomin in identiteto in domišljijo. In to dvoje pravzaprav je aktivacijski potencial za zdravo življenje in za zdravo družino. Kaj to pomeni? Pa se vrnemo nazaj k Jesperju Jullu. Avtentičnost. Ena od teh 4 vrednot. Ko smo rekli enakovrednost,
Pristnost, avtentičnost, pristnost po slovensko, celovitost, se pravi integriteta in odgovornost. Avtentičnost, pristnost, radikalno sprejemam svoja čustva in otroku jih priznam. Vidim ga, da se jezi. Že včeraj je bilo na enih predavanjih več o tej jezi, ne bomo veliko, ampak jeza v jeziku že prinaša, kaj je izza tega. Je, nekaj je in za tem je nekaj. Aha, mogoče, da moji potrebi ni zadovoljeno. In jaz kot bitje sem tukaj zato, da se mojim potrebam zadovolji. In lahko da otrok izraža jezo. Zakaj? Ker njegova potreba ni zadovoljena. Zdaj, otrok je ne zna ubesediti, zato smo mi odrasli tukaj, da jo slišimo in jo zadovoljimo. To je prva stvar. Ne? Se pravi, ključno je, da si priznamo vsa čustva, ne bomo se v to poglabljali in to je delo s senco. To je stik, ki ga imamo sami s seboj, da si priznamo, ja, tudi jaz sem lahko tak. Ne? Danes bi bili vsi ljubeči in veseli in dobri in spoštljivi in tako naprej, ampak vsako čustvo ima tudi svoj ekvivalent v senci. Ne? Vse se dogaja v polarnosti in moramo to sprejeti. Torej, če so v meni čustva ljubezni, veselja in tako naprej, zakaj so? Ker vem, kaj pomeni biti žalosten. Ker vem, kaj pomeni sovražiti. To je treba sprejeti. Šele takrat jaz znam evalvirati, oceniti tudi drugo plat. Brez ene ni druge. In zato v bistvu so te obrambni mehanizmi, ko si ne priznamo čustev, strupeni, najbolj strupeni. Ker čustva nosijo sabo energijski naboj. In mi moramo zaznati čustva in kakšna energija je v njih. Ker to nas potem nese k odgovoru. In kako se to naredi recimo v družini? Poglejte, če imamo osebo, ki je celovita, zna zdravo čustvovati in tako naprej, je to njena integriteta. In ta potem sreča drugo osebo, pa bomo tako lepo na ravni 7-letnika narisali še žensko osebo, ne? In sta si všeč. In prideta dve celoti skupaj. Fino, tvorita novo celoto. In to je pravzaprav prva družinska atmosfera. Glejte, atmosfera v slovenskem jeziku pomeni vzdušje. Kako se duše skup? Kako pravzaprav se to srce pa to srce povežeta? To je vzdušje in tvorita novo vzdušje. In te dva, po spletu okoliščin, dobita otroka. In to je spet nov človek s svojo integriteto, ki še ni postavljena. Zato bi bilo bolj prav, da tukaj narišem takole, odprto membrano. Ta človek še ni celovit. Uči se šele, kako se biva na tem svetu. Zato je odprt in ranljiv. In ko mi predpostavljamo, in to otrok predpostavlja, da te dva mala bogova vesta, kako se živi, da znata si priznati vsa čustva. Zato on se ne preoprašuje. On nikoli ne bo preopraševal staršev, vedno sam sebe. In ko te dva, recimo, se jezita, recimo, da je mama jezna, ker oče ni izpolnil nekega dogovora, zamuduje, zavlekel se mu je večer s kolegi, napil se ga in tako naprej. Ne? In mama je jezna. Jeza. In v tej atmosferi, skupni med njima, je jeza. Ampak ker ima ta otroka, je ta otrok vključen zdaj v to atmosfero. In ta jeza je tukaj nekje vmes. Pa recimo razočaranje, ker se ni držal dogovora. In pol ta mama spostavi odnos z otrokom. To je njen odnos. 100% odgovorna za otroka. In oče je tudi enako. 100% odgovoren za svojega otroka. Tukaj ne gre za deljeno odgovornost. Vsak je za svoj odnos 100% odgovoren. Zato vemo, ko imaš recimo otroke sam, kot moški, se drugače obnašajo, mogoče celo prej ubogajo, kakšno stvar naredijo brez besed, kot pa, če je z njimi recimo mehka mama, ki pa omogoča debato in tako naprej. Pač dva stila vzgoje, dve energiji. Otrok oboje rabi in se zna obema prilagajati. Ko sta pa skupaj, je pa otrok lahko tisti, ki malo kalkulira, komu bo ugajal.
In lahko hitro pride do konflikta. Ne strinjava se, kako dela in tako naprej. Takrat se je treba malo nazaj potegniti. Ampak hočem torej, da se vrnem k temu. Ko so čustva v zraku, recimo jeza je eno tako čustvo, ki ga mnogi ne znajo prizemljiti, nočejo, ker se jim zdi, da je jeza destruktivna, pa ni. Je pač čustvo tako kot vsako drugo. Ne? Ta otrok vidi mamo, vidi očeta, ne? In želita biti prijazna en do drugega pred otrokom, on pa čuti napetost in jezo. Čuti kaj? Čuti nezavedno. On je zvezan s srcem mame. In če ta mama, ali pa ta oče, ta mama ne zna reči, da je jezna, ta oče pa ne zna reči, da je žalosten. Recimo, dajmo malo stereotipov ven. Ker za očeta se spodobi, da je tough, da je močen, da je nepremagljiv. Ne, bom že nekako preživel. Mama pa pridna, pa ne bo dala te energije močne iz sebe. Karikiram zdaj, ne? No in če ta jeza ostane tukaj v zraku, mama vzpostavi odnos do otroka, ti moj dragi ljubček in tako naprej, mama pa nori še vedno, ker če ni izrazila svoje jeze, je tenzija v njej še prisotna. Čist mišična tenzija, na dihu se pozna, na utripu srca se pozna. Na srčni varianci, ki je eden najboljših indikatorjev zdravja, se to pozna, če nismo čustveno čisti, prizemljeni, da sprejmemo ta čustva. No in ta jeza ostane v zraku, v atmosferi. Vzdušje je tako, ampak saj moja mama me pa rada, ne? Čeprav jaz jo čutim, da je jezna. In ona reče, ne, saj nisem jezna pri sebi. Moj. Otrok pa čuti, da je jezna. Kaj bo otrok naredil? Temu se reče brezdomna čustva, homeless emotions. To smo pri Family Labu zelo dobro v bistvu karikirali. Kaj bo otrok naredil? Pomagal bo klošarju brez doma. To je jeza. Če pa mama ni jezna, pa če oče ni jezen, Madonna, pa je pa to moje. Bom jaz za to poskrbel. In otrok pravzaprav vzame to. In začne dihati in se obnašati tako kot tisti starš, ki bi mogel pravzaprav izraziti to, pa ne. In on nezavedno skopira. Mi imamo zrcalne nevrone, mi znamo brati na nezavedni ravni drugega človeka. In otrok to dela samodejno, brez filtrov. On ne zna reči, ne, to je od mame, ni moje. Če ni od nobenega, potem je pa najbrž moje. Bom že nekak. In se zgodijo obrambni mehanizmi. Zakaj? Ker otrok mora pustiti bogova nedotakljiva. Ker če bi otrok rekel, da je vidva se zmenta malo, pa povej mu, da si jezna na njega, ti pa ne seri, drž se dogovora, to je pa odgovornost, bi prevzel vodenje v družini, zato pa ni sposoben. In so otroci, ki prevzemajo vodenje v družini, ker so starši nezreli in neodgovorni, čustveno nezreli, nebogljeni in tako naprej, poškodovani, traumatizirani. In to je velika odgovornost otroka, kar ni dobro, ampak tako naredijo. Potem lahko se odločijo po 18. letu, da začnejo na sebi delati in tako naprej. No, in to je ključno, ta pristnost in integriteta, celovitost, da si mi priznamo in da začnemo govoriti osebni jezik. Ko ti narediš to in to, se v meni sproži jeza, veš, dragi. A se čva malo o tem pogovoriti? Ali pa obratno, obrnjeno. Ko zate ni dovolj dobro to, kar jaz počnem, se mi zdi, da nimam vrednosti kot človek. Kaj pa lahko naredim? Kako bo pa s tem? In se mi odgovorno začnemo sami do sebe najprej obnašati, potem do naše zveze in zraven bo otrok zrastel gor v lepem vzdušju. Tako da to je ena od stvari pri čustveni higieni, ki jo je vredno delati. Vedeti moramo, da zelo dobra v bistvu karikatura je tudi to, da jaz imam dve punci, zelo dobro naj odslikavata vsaka po svoje, in mene in ženo, ker nama kažeta tudi nezavedno, kaj se dogaja. In bom povedal na osebnem primeru, pred časom se zmenimo z starejšo hčerjo, da mora se javiti, ko je nekam šla, ko pride in ko odhaja od tem in se ni javila. Seveda starše skrbi. In jaz sem bil zraven v bistvu, ko je mamo skrbel, kje je. Sem rekel, ne skrbi, zaupi, saj je dovolj stara in odgovorna. Ja, sam se ne drži dogovora.
In potem so se pogovarjali, ok, ko se vrne, kakšen bo ukrep. In jaz sem ravno šel skozi šolanje, pri Family Labu in sem rekel, Milan, daj malo sebe poglej. Kaj pa, ko ti rečeš, prihajam domov, pa te ni, ker si imel podaljšan poslovni sestank ali pa večerjo s poslovnimi partnerji. Vidiš, tako je bilo. Tako se je žena počutila. In kje se je otrok to naučil? Od mene. In ko smo se usedali, hišni svet za mizo, pa razmišljali, kakšne bodo posledice tega neodgovornega dejanja, sem jaz naredil nekaj, kar sicer ne bi. Dosta stari punci, 12 in 16, in sem povedal, lejte, tako je. Otroci, ko rastete, se zgledujete po pomembnih osebah v vašem življenju. Prva dva sta vaša starša. To sta se naučili od mene. Dovolj sta stara, da vam je zdaj jasno, da jaz nisem popoln. In ne rabite ponavljati mojih napak. Zato bom zdaj, ker si nisi javila, pa je bila mama v stresu prevzela odgovornost nase in se opravičujem mami. In tebi, da sem ti kazal zgled, ki mogoče ni ta prav. Ampak od tukaj naprej je pa zdaj odgovornost na tebi. Hvala ti, da si mi pokazala, kaj sem jaz včasih naredil in ni bilo v redu in se nisem zavedel, v kakšen stres postavljam ženo. Ampak od tukaj naprej pa zdaj vemo, kakšna je igra. In sem hkrati nase položil odgovornost, da se javim. Ali pa da ne nekaj napovedujem, če nimam stvari v svojih rokah. Da rečem, ne vem, pridem, ko pridem. Vse je v redu. Ne pa da obljubiš in tako naprej. In sem skozi to pravzaprav videl tudi otroka. In otroci sebe. In otroci velikokrat reflektirajo naše nezavedno. Kaj to pomeni? Če ta mama se ne zna jeziti in se ne postavi sama zase, je velika verjetnost, otroci vedno sodelujejo z nami, z enim in z drugim staršem, je velika verjetnost, da bo ta otrok prebral to potrebo mame, pa bi rekel, draga mama, veš kaj, jezna si, a ti jaz pokažem, kako se jezi človek. Jaz pa lahko cepetam od jeze in se ne premaknem, dokler tega tle ne dobim. Zdaj, če gre to za čokoladko v trgovino, je treba malo z rezervo vzeti, če pa to pomeni, da rab tvojo pozornost, pa da te kliče, pa to treba resno vzeti. Ampak tak otrok bo pokazal mami, kaj je njena naloga v življenju. Kar sprejmi, prav je, da si jezna, čisto upravičeno je. Ali pa prav je, da si žalosten. Ker si podlegel, tej borbi na trgu in tako naprej, ker razvrednoti človeka in te čutim fotor. Kaj boš pa naredil? Kako se boš pa zase postavil? To so stvari, ki nam jih kažejo otroci. Jaz se ukvarjam s tem dihanjem tudi terapevtsko že dolg časa. Ogromno astmatikov, otrok, pravzaprav izhaja iz tega, ker vzdušje v družini ni bilo dobro postavljeno. Zaradi takih ali drugačnih okoliščin. Kaj to pomeni? Lahko je zadušen z ljubeznijo, s pretirano ljubeznijo, in ko želi otrok nekaj narediti, že imamo, ne, niti treba, bom jaz. Ali pa permisivna vzgoja, kar vse lahko. Otrok je zbegan, otrok ni navaren. Ker če pa vse lahko, a pa sem pa jaz Bog, vidva bi morata povedati omejitve, a ni jih. Kaj pa zdaj? In pol otrok išče sam omejitve na ta način, da ga mi vidimo, kot da je destruktiven. Da nagaja in tako naprej. Ne, on išče mejo, ker edin takrat se lahko varnega počuti. In to je zdravje v družini, da to prepoznamo. In ta otrok pokaže lahko nezavedno obema. In mi moramo svoje otroke videti kot enakovredne sebi. Spet ena od vrednot, ki jih močno visoko postavlja Jesper Juhl. To je človek. In enako vreden kot jaz. Res je, da je moja kilometrina na tem svetu malo daljša, ampak zato nisem nič več vreden. In ga obravnavam kot sebi enakega. In če ga jaz mu nekaj kažem v življenju, najbrž tudi on meni nekaj kaže. In da grem nazaj k Hasni, velikrat se zgodi. Sem že imel primere družine, jezi me otrok, dela to pa to. In pol, ko pridemo do tega, kakšno potrebo izraža, se je recimo zdaj že dvakrat oče vprašal, se to pa jaz ne znam. In ko je oče šel do otroka, 5 let starega otroka, pa je rekel, hvala ti.
Do zdaj nisem vedel, kaj to pomeni, ko to delaš, ko se tako obnašaš. Zdaj pa vem, jaz to rabim. Hvala ti, da mi to pokažeš. Ampak ti ni treba več, veš, to je moje. Se bom jaz s tem ukvarjal. In ko smo to naredili, se je dihanje otroka spremenilo. Olajšal se je. On je lahko dihal sam zase, to je njegova naloga. Ne pa, da diha še za starše zraven. In je pol v stresu. Ali pa, da pobira čustvene klošarje, smeti, ki ostanejo v zraku, ker jih mi ne priznamo. Strah me je. Ja, okej. Draga družina, situacija je taka in taka danes. Imamo manj prihodkov in jaz se počutim zdaj nesposobnega mogoče neke stvari družini zagotoviti. Dajmo se dogovoriti, da za nekaj časa se bomo odrekali enim stvarem. Ker če pa vi mislite, pa od mene pričakujete, ali pa od mame, danes je tudi mama na trgu, da bo še enako naprej, čeprav imamo manj prihodkov, se pa motite. In to je pa mentalna higiena, moja pričakovanja. Kakšna pričakovanja lahko imamo? Zdaj, če so bila pričakovanja, da gremo za jesenske počitnice nekam, a bomo v stresu, bomo rekli, ja ne gre. Sprejmimo okoliščine, pač ne gre. Ni nam všeč. To je to. Lahko rečeš, razočarana sem, škoda je, ampak v zunji je tako stanje, da zdaj ne gre. Virus je, bolezni bojo, tako in tako, pustimo zdaj, kako si vsak to razlaga. Ne pa, da mi nosimo to razočaranje, pa ta stres, ker ni prihodkov, ker naša pričakovanja niso uresničena, pa toliko sem čakala na te počitnice, a zdaj pa takole mi vlada naredi. To, kar ti čutiš, te bo otrok čutil. Spremeni pričakovanja, pač ne gre. Upoštevamo navodila. Prevprašujmo jih, tudi to gre. Ampak ne gre. Pač ne gre, zdaj ne moramo iti na počitnice, sprejmi to, se pravi v svoji glavi narediti mentalno higieno. Otroci, žal mi je, ne bo šlo, ampak veste kaj, vsak dan bomo en dober sprehod naredili. Pa odpeljali se bomo do tja, kjer bo dovoljeno. Pa bomo odkrivali lepote narave tam, kjer še nismo, v naši občini. A gre? Ja, gre. Se otrok sam to rab, da si ti v redu. Ne pa, da otrok prevzame, da bo mama v redu. Kaj to pomeni? Recimo, da je mama, ali oče, se vsem, žalosten, razočaran, ta je službo zgubil, ona je službo zgubila, ne, in karkoli, ne. In bo otrok to čutil in ne bo hotel izražati svojih potreb. Ker ne želi biti še on dodatno breme. In boš videl otroka, kako je priden. Ne, ni priden, on sodeluje s tabo v tvoji žalosti, v tvojem razočaranju. On ima svoje potrebe, on bi tudi šel. On hoče iti ven. On hoče iti noret. On se hoče žogati s tabo. On ima potrebo po gibanju. In ne mi zdaj jokati, če ne moramo iti kamorkoli. Vzem žogo, pa gremo ven. Dajmo iti na sprehod. A gremo lahko do soseda, ki je starejši že, pa bomo njegovega psa sprehajali. Vse smo si ga vedno želeli. Dajmo odgovoriti na situacijo. To je zdravje. Poiščimo, kaj v dani situaciji lahko naredimo in odgovorimo na to. Ne pa, da zmrznemo ali pa pošiljamo ven signale, pa rečemo, ne, sej v bistvu sem čisto v redu. Nismo v redu. Kako pa smo? Tako, vam pokažem kako. In greš tja. In peleš otroka, vidiš, tako se živi, ko so stresne okoliščine, ko si omejen tukaj in tukaj. V danem obsegu bomo sebe izživeli. To je tisto, kar je ključno. Da gremo še naprej na potrebo po gibanju, ker se mi zdi, da je zdaj v bistvu na prepihu. Tudi kolegi z fakultete za šport so ugotavljali, kako so motorične sposobnosti padle. Glejte, potrebo po gibanju ima vsak. In danes, ko smo zaprti v te 4 stene, in potrebo po igri ima vsak, sploh vsak otrok. Igra je pravzaprav socialni eksperiment, spoznavni aparat otroka. On se uči na varen način spoznavati svet skozi igro in skozi gibanje. Če se človek ne giba dovolj, se nevronska mreža ne postavlja dovolj dobro. Če se človek v prvih 20 letih življenja ne napreza do svojega maksimuma fizičnega, mu ne raste kapaciteta pljuč. Kapaciteta pljuč je eden najboljših prediktorjev dolgoživosti življenja. Mi moramo biti v prvih 20-25 letih izpostavljeni polni kapaciteti, zato jo imamo. Funkcija ohranja organe.
Danes, kako se otroci igrajo, če smo se mi včasih, smo tekali okoli, smo se igrali, ne vem, partizane, pa Nemce, pa kavbojce, pa Indijance in tako naprej, punce druge stvari, pa gumitvist in smo skakali do vratu gor. Spomnite se, kako je bilo. Ampak preden si dobil ekipo za igro, si ti že 3 km naredil. Si šel okoli po bajtah, po hišah, po blokih, po zvonu, se dobimo, gremo, te počakam na igrišču. Danes. A ni še nobenega, ok, pa še malo počakal. Ja, danes pa nobenega ne bo. Da bi šel sam, pa lepo na koš metu, se bodo že nabrali. Tega zelo malo danes vidimo. Igrišča so že tako prazna. Potreba po igri je prenešena na ekranček. In to moramo, sploh zdaj v teh časih, biti zelo pozorni. Sprav, potreba po igri je zadovoljenja. Sam pač malo drugače se igrajo ti otroci. Potreba po gibanju pa ne. Tudi po našem lastnem gibanju ne. Človek pravzaprav bi se za zdravje mogel gibati vsak dan do potenja. Potenje je izločanje tudi toksinov in je hkrati hlajenje pregretega organizma. Se pravi, kaj spet, ko gremo na pot zdravja, jaz grem v gibanje, dokler zmorem, pa da vidimo, koliko danes zmorem. In ko ne zmorem več, se ustavim. In pol 2 dni se ne gibam in grem proti pomanjkanju gibanja in ko vidim, da ne, ni v redu, se spet nazaj obrnem. To je iskanje ravnovesja na tej poti zdravja. In bolj fino, kot to delaš, boljše je, lažje je. In fino je ravno zaradi tega, da premikamo meje in da ohranjamo kapacitete, da gremo do roba. Ampak ne do roba v pomanjkanju gibanja, ampak do roba v izvajanju gibalne potrebe. Na razne načine. To je ključno, da to ohranjamo. Drugače ne gre. Drugače degradiramo kot človek. Gibanje in igra in socializacija so osnovne potrebe. Otroci vas bodo nagovarjali. Glejte, koliko danes tudi to poteka preko Facebooka. Zakaj je to tako uspešno? Ker imamo potrebo po druženju. To je osnovna potreba. To so eksistencialne stvari. Brez tega nas ni. Mreženje socialno je potreba. Gibanje je potreba. Igra je potreba. Zdrav vnos zdravih snovi vame je potreba. In to moramo mi danes zagotoviti našim otrokom. V omejenih in zaostrenih pogojih. Se bo že spremenil, ampak to me ne odvezuje moje odgovornosti, da jaz vidim tega otroka in mu zadovoljim. Pomagam ustvariti okoliščine, da so njegove potrebe zadovoljene. Enako kot moje in tvoje. In tukaj znotraj pravzaprav se mi omogočamo en drugega. Kaj to pomeni? Ta osnovna polarnost v življenju, tako kot yin yang, tema svetloba. Tako ženska omogoča moškega, moški omogoča žensko. Otrok omogoča mamo, otrok omogoča očeta. Oče omogoča sina ali pa hči in tako naprej. Mi nič ne tekmujemo. Mi se omogočamo brez enega ni drugega. In tako tudi čustva. Brez jeze, ki mim grede, kaj fiziološka jeza pomeni? Naboj adrenalina pa kortizola iz nadledvične žleze. Adrenalin nam odpre žile, da gre veliko krvi, velike mišice. Kortizol pomiri vnetja, da to lahko lažje teče. Glikogen se hitreje proizvaja v glukozo, razgrajuje in pol naprej. Oksidira in dobimo energijo veliko. Jeza nam da moč, da gremo in asertivno, se pravi angažirano zadovoljimo svojo potrebo. Otroci to včasih tudi na čudne načine izražajo, ampak mi smo tukaj, da to preberemo. A mogoče jaz ne čutim tvoje potrebe? A imam stik s tabo? In to je ta pristnost in to je ta enakovrednost. Osnovna potreba je pripadnost in sprejetost. Otrok mora biti sprejet. Ne glede na to, kaj on zna, pa kaj zmore, pa koliko je pridan in tako naprej. Samo zato, ker je. To je njegova potreba. To je njegova srčna potreba. Ker utripa, on je. In ker sem tudi tvoj. In smo vsi skupaj. To nam mora biti jasno. Ne pa, da pogojujemo ljubezen. Danes si pa dobro na Zoomu, delu sem videla in že 3 ure sedi otrok. Ta otrok je svojo potrebo po gibanju potlačil, mi mu pa rečemo, priden si. Kaj smo ga naučili? Lahko mu rečemo, vztrajen si, ampak vidim te, a ti je težko sedeti, ne? Rekel, ja, lahko prosim, nehamo. A gremo lahko ven za 20 minut.
In tudi kot učitelji, ki verjamem, da tudi poslušate to, dajte vprašati otroke, katera je to njihova ura na Zoomu, a so se vmes kaj premaknili z stola, a so vmes kaj pojedli, a so vmes kaj popili. Pustimo to, da se vdira v dom, ampak še vedno ste učitelji, ki morate čutiti otroka. In če vi vidite, tako kot prej v razredih, da otrok se ziba na stolu, samo pomeni, da je ta potreba toliko močna, da je ne more več zadržati. Tako kot ko gre na stranišče, če ne bi se polulil v hlače. Osnovna življenjska potreba je potreba po gibanju. Če se ne gibaš, ne živiš. Ravnotežni organ začuti, če se ne premikaš, ni življenja, ni živahnosti in se procesi začnejo, ki te premaknejo. To je nezavedno, to se moramo zavedati. Če se otroci ne gibajo dovolj, bodo v njej se začeli procesi, ki ga bodo gnali v gibanje. Če ima pa starše, ki to potlačijo, ali pa učitelja, ki to potlači, se mu pa dela škoda. Ja, tako da jaz sem skušal ujeti eno tako celoto, sem šel s tokom, zdaj pa še nekaj vprašanj. Kaj pa motiviranje v smislu potrebe po gibanju, če pa vedno najdemo kak izgovor? Predvidevam, da se moramo disciplinirati ali pa je to odraz nesprejemanja sebe v celoti? Okay, vprašanje se nanaša na motivacijo za gibanje, ne? Ker vedno najdemo kakšen izgovor, pravi, ne? Tak je poslal vprašanje. Kaj zdaj narediti? Eno je to, ja, če je potreba, potem jo je treba zadovoljiti in se jo čuti. Sprav naša kultura, naša družba teži k temu pogosto, da to potrebo postavimo na stran, jo ne postavimo kot prioriteto, ampak nekaj drugega. Ne? Se pravi, kako motivirati za gibanje? Eno je z zgledom. Enostavno reči, dovolj je, ne moram več sedeti, gremo pomigati. In vzeti otroke in reči, gremo ven. Tukaj imamo naravo, dovolj je. Tudi če je igrišče zaprto, gremo na sprehod, gremo v hrib, gremo skakati čez debla. Naredimo si igrco. Ne? Se pravi, odrasli smo odgovorni za otrokovo potrebo. In on bo igrivost izživel na telefonu, gibanja pa ne. In smo mi tisti, ki smo odgovorni za njegovo zdravje. In potreba po gibanju je ena od ključnih potreb za dobro zdravje. Naslednje. Velikokrat v vrtcu postavljamo meje otrokom, ki jih starši doma ne. Potrebno je veliko vložene energije. Ali je takšen otrok lahko razdvojen med starši in vrtcem? Vprašanje se nanaša na to, piše vzgojiteljica, da otrokom v vrtcu postavljamo neke meje, ki mu jih doma ne, kar je normalno, ker vrtec je drugo okolje kot domače okolje. Ne? In sprašuje, če je v bistvu to težava. Ne? V bistvu ne, glejte, vi ste tukaj. Vi niste del družinskega vzdušja, družinske atmosfere. In vi z otrokom postavljate svoj odnos. Pristno ga dajte. In ne samo z njim, še s 15 drugimi, 20. Se pravi, vi imate svojo množico otrok in svoja pravila. In ko boste pristni in avtentični v tem, ko boste sporočali otroku to, kar res je, pa se bo on temu prilagodil, normalno. Ni problema. Če ne zna, ni problema. Vse imate pedagoške metode, ponavljanje in tako naprej, se bo že prilagodil. Ne? Če so njegove potrebe absolutno zadovoljene. Je pa nekaj res v vrtcu in v družbi, kakršna je. Otrok ima potrebo po starših, po bližini in vi ste nadomestna mama. In zdaj si mora nadomestno mamo deliti z 20 drugimi. Ups, ne? Tukaj pa je težava, ki je pa sistemska, ki ni ne vaša, ne otroka, ampak sistemska. Ampak otrok ima potrebo po mami, predvsem, sploh v prvih letih življenja. To je pa že stvar druge debate. Še dve vprašanji. Kaj pa motiviranje v smeri potrebe, ali lahko z dihanjem v papirnato vrečko preprečimo panični napad, da preprečiš omedlevico? Ok, se pravi, govorimo vprašanje je o hiperventilaciji, o napadu panike in če lahko z vdihanjem v vrečko preprečimo v bistvu, da človek pade v nezavest in tako naprej. Ja, lahko. Gre za to, če mi hiperventiliramo, hlastamo za zrakom in se ob tem ne gibamo, da zmrznemo. Ne, imamo intenzivna čustva, strah in tako naprej, nam pade v pljučih CO2 in paradoks se zgodi, kisik ne gre v tkiva. In če nam pade CO2 na zelo nizko raven, pademo v nezavest. Zakaj? Ker v nezavesti noben človek še ni hiperventiliral.
Srce mu bije in mirno diha. Zato je prva stvar, lahko pri takem človeku, ki ga vidite, da mu rečete, umir se, ob tebi sem, sprejmiva tako, kot je, ne, nič ni. Ne, lahko je grozen je, dajva to sprejeti. Situacija je grozna, umiri dih, plitko skozi nos. Ne reči globok dihi. Globoko dihanje ekscitira. In če mi izgubljamo CO2, to pomeni, ko damo vrečko pred obraz, da se ta CO2 ujame v vrečko in vdihujemo nazaj svoj izdihan CO2. Ker v pljučih ga je 6%, bi ga mogli biti. Ne? V zraku pa ni 0,4. Zato to pomaga. Pomaga pa tudi to. Roko na usta, ne pustiti sami sebi, ali pa otroku, objameš ga, pa mu nežno umiriš dih in rečeš povohi. Povohi zdaj to, vdahni skozi nos in to ga umiri. Še eno vprašanje. Pa še eno. Najprej je, ali se preobčutljivostne reakcije odstranjujejo z ozaveščanjem negativnih vzorcev. Vprašanje se nanaša na preobčutljive reakcije, če se lahko to naslavlja z ozaveščanjem nezavednih vzorcev. Absolutno gre tudi na ta način. Ne? Eno je preobčutljivost, ki nastane zaradi prevelike izpostavljanja nekim držljajem. In v bistvu je telo že iritirano z te strani, ne, in ima dve možnosti. Ali pretirano odreagira, ker ima vsega dovolj, recimo tako se tudi alergijska reakcija na telesu lahko ne dogaja, ali pa otopi, da sploh ne reagira. To sta dve skrajnosti, pravzaprav iste zgodbe. Ne, in seveda z ozaveščanjem vzorcev in obrambnih mehanizmov takmu človeku ali pa pri takmu otroku lahko potem pomagaš razumeti, zakaj on tako odreagira in ga pelješ na njegovo potrebo. Kaj pa je tvoja potreba pri tem? Aha, žogo so ti vzeli. Ja, pa ne rabiš za to, veš, agresivno in pa nasilno razrešiti konflikta, da si unga pretepil pa pogrizu, ampak lahko prideš do mene. Te pa razumem, da si jezen in si to tako rešil. Morda je to tako rešil zaradi vzorca v družini. Ali pa ni dobil podpore na ta način, da ga lepo artikulirano peljemo na pot, kjer se ta pretirana reakcija lahko omili in najde konstruktivni način zadovoljevanja svoje potrebe. Hvala. Zdaj pa še, kako sodelavce v šoli senzibilizirati za prepoznavanje teh osnovnih otrokovih potreb? Torej, kako prepoznavati svoje potrebe v šolskem okolju in kdo oziroma kaj nas pri tem lahko podpira? Ok, se pravi, gre pa še vprašanje na šolsko okolje, kako sodelavci ustvarjati tako okolja, da bomo lahko ohranjali svojo integriteto in avtentičnost. Ne? Dejansko z ozaveščanjem vsega tega. Se pravi, ključno se je treba vprašati, kaj so naši cilji pri vzgoji in izobraževanju. In ravno predtem sem imel predavanje za športnike. Zmaga, rezultat ne more biti cilj. Cilj je vedno pot. Jaz lahko vplivam na pot, kako tja hodim. Rezultat je spremljevalni učinek. Se pravi, ko bomo mi začeli sami pri sebi ozaveščati te stvari, svoje esence, svoje reakcije, svoje odgovore, čustva, pričakovanje in tako naprej, bodo tudi drugi sodelavci povabljeni in bomo skupaj ustvarjali to vzdušje, zato smo tukaj odgovorni, se dobimo v zbornici, kako bomo s tem razredom, kako bomo s takim otrokom, dajmo ga skupaj podpreti, ker smo mi odgovorni za njegove potrebe. In enostavno prva stvar je delo na sebi, z raziskovanjem, z izkušnjami in prva stvar z radikalnim sprejemanjem realnosti taka, kot je. S tem smo začeli. Sprav, tako je, tak sem, to čutim. Eno vprašanje še prišlo. Ja? Kaj pa otroci z oviro, posebej za srednjo in težko gibalno oviranostjo? Tudi otroci z razvojno težavo v duševnem razvoju, ki jih ponavadi sploh ne zaznamo, sploh pa ne v teh okoliščinah. Ja, vprašanje se nanaša na otroke, ki so gibalno ovirani ali pa tudi duševno v bistvu, s kakšnimi težavami. Kako pa v tem primeru? Glejte, ravno enako pravzaprav. Vse te 4 vrednote pridejo prav, o katerih smo govorili, in pa podpremo ga tam gibalno, kjer on zmore. Jaz sem tudi nekaj časa v vrtcu pravzaprav delal s to populacijo, s posebnimi potrebami, podpreti ga tam, kjer lahko in mu pravzaprav graditi njegovo telesno samozavest in dobro samopodobo.
Da znotraj tega, kar mi moje telo omogoča, jaz hodim do meje. Včasih mogoče tudi prek meje in se dobro počutim. To jim je treba zagotoviti. Pri dihanju, pri takih otrocih, je posebej pomembno, da jim ne pustimo, da dihajo skozi usta. Ogromno otrok z recimo Downovim sindromom je otrok, ki dihajo skozi usta. Hiperventilirajo, ne dobijo vseh pozitivnih stvari, ki jih prinaša nos, je okoli 30 stvari, ki jih prinaša nos. In na ta način v bistvu se jih da podpreti, da jih naučimo tudi dihanja skozi nos, zalepimo usta takrat, ko je potrebno, ko se da. No, tudi o teh stvareh se govori.